Spoštovane gospe in gospodje, prav iskreno vas pozdravljam k temu srečanju na začetku tega programa Duhovne akademije s predavanjem, za katerega so predlagali naslov Odpuščanje in sprava v zgodovini Božjega ljudstva. To je naslov, ki že nekako nakazuje, da gre za uvodno predavanje, in glede na to, da je moje strokovno področje svetopismo, se razume, da poskušamo iskati temelje za naše razmišljanje v okviru tega programa Duhovna akademija v Svetem pismu. Svetopismo je knjiga knjig. To je neko dejstvo, ki je za nas izrednega pomena. Mogoče nam to ne prihaja tako samoumevno v zavest. Ampak, če pomislimo, da je svetopismo začelo z znatnimi znamenji v okviru zelo majhnega naroda, ki so ga imenovali Hebrejci, in je še vedno majhen narod, neke vrste ostanek, in da je tam nastala knjiga, ki je skozi celo zgodovino pridobivala na veljavi, nam da misliti. Se pravi, zato morajo biti neki razlogi. Zelo veliko debat sem slišal glede tega vprašanja, zakaj je ravno svetopismo knjiga knjig. Tisti, ki se izogibajo duhovnih odgovorov, najdejo vse mogoče razlage. Od tega, da ima posebno podporo, ampak potem se vprašaš, kdo ima neki interes, da bo pa tudi oblast, da bo razširil svetopismo po celem svetu kot prvo knjigo. To se pravi, da morajo biti razlogi duhovne narave, da gre za knjigo, ki ponuja od vseh knjig največ, kar je pomembnega za naše življenje. In zaradi tega se odpira takoj na začetku ogromno vprašanj. Mi smo duhovno bitje, za nas je to pomembno, da smo predvsem duhovna bitja. Da predstavljamo čudež Božjega stvarstva, posebne vrste. Sloviti filozof Ludwig Wittgenstein je na nekem mestu čisto na kratko formuliral: dejstvo, da svet obstaja, je čudež. Ampak če je cel svet čudež, potem lahko rečemo, da je človek svojo duhovno naravo poseben čudež. Ampak mi ugotavljamo, da živimo v svetu popolne negotovosti, da smo vse izsledke znanosti začeli obračati celo proti sebi, ali pa, da je toliko in toliko neodgovornih ljudi, ki ogrožajo celoten svet. In zato je toliko bolj pomembno vprašanje, kaj pomeni biti človek, duhovno bitje, ki ne živi samo za ta svet, ampak tudi za večnost. In na ta način lahko premaguje vse razne dileme, med drugim strah pred smrtjo. Če je v naslovu zgodovina odpuščanja in sprave Božjega ljudstva, potem takoj vprašamo, kako je zdaj s to zgodovino. Kako je do tega prišlo, da smo danes mi ljudje tako zelo občutljivi za svojo
lastno eksistenco. Nekateri pravijo, vse dobro in slabo prihaja iz dejstva, da smo mi individualna bitja in da smo individualci. Ko smo v okviru akademije v Komisiji za človekove pravice govorili o tem, tako imenovanem razpadu vrednot, me je nekdo vprašal mene kot teologa, naj razložim, kako je do tega prišlo. Pa sem moral odgovoriti, da mi ni jasno, ker je preveč neumno, preveč neverjetno, da je tako, da smo v vseh dilemah, kaj je človek, se srečujemo kar naprej tudi z raznimi destruktivnimi razlagami. Zakaj ni več poudarka na tem fenomenu človeka kot duhovnega bitja? Zakaj to ni absolutna prioriteta? Zakaj se dogajajo celo preganjanja zaradi vere? In kako je do tega prišlo, če gledamo iz stališča zgodovine? Mi smo danes, seveda kot posamična, individualna bitja, zelo občutljivi na svoje dostojanstvo, pa se takoj spomnimo, da je na koncu poročila o ustvarjenju poudarek na tem, da je Bog človeka ustvaril po svoji podobi, da smo Bogu podobna bitja, torej bitja s posebnim dostojanstvom, duhovnim dostojanstvom. Občutljivi smo za svobodo. Bolj ali manj smo občutljivi za vest, čeprav nekateri mislijo, da obstajajo ljudje, ki jim je popolnoma zamrla vest. Jaz osebno to ne verjamem. Vest se oglaša na različne načine kot pokazatelj nekega stanja, tudi kot kritik stanja. In lahko si nekdo poskuša utišati vest, če misli, da mu to kaj koristi, ampak mislim, da to v celoti gledano ni mogoče. Prej ali slej se vest oglasi. Ampak vest je nekaj čudovitega, ker dokazuje, da smo duhovna bitja s posebno možnostjo nekega globinskega dojemanja našega življenja. In ko gremo zdaj nazaj iskati razloge za to, da smo danes tam, kjer smo, ljudje s posebnim občutkom za osebno dostojanstvo, potem vidimo, da po nekem smislu ni bilo vedno tako, ampak v tistih najbolj bistvenih stvareh pa se ni nič novega pod soncem zgodilo, odkar človeško bitje obstaja z zavestjo, da je nekdo človek. Svoje dojemanje našega bitja doživljamo v okviru v bistvu 3 dimenzij. Ena dimenzija je kozmična, druga je družbeno kolektivna, tretja izrazito duhovna. Če gledamo na začetke človeštva, da vidimo, kdaj se je začela ta zavest božjega razodetja in človeka kot duhovnega bitja v hebrejskem narodu, vidimo, da je zelo prevladovalo človekov odnos do narave. Zato imamo tudi animizem, tudi danes je kar dosti animizma v svetu, da poskušajo najti nek stik, pa je odgovor na vprašanje, ki jih ta stik postavlja, kako je
kakšno mesto ima človek v tem velikanskem vsemirju in potem v tem manjšem obsegu na našem planetu. In glede na to, da se duhovna stran našega življenja pojavlja samo po sebi, ne po naročilo, si težko predstavljamo, da ne bi bilo pred, 10 000 leti ali pa še prej, bistveno drugače. Tudi takrat so ljudje dojemali sebe kot duhovna bitja, ampak kljub temu ne najdemo v teh drugih začetnih civilizacijah tega, kar najdemo v Svetem pismu. Recimo občutek za vest, občutek za to, da smo duhovna bitja, občutek za krivdo, kesanje in potem vprašanje, ali si lahko sami med seboj odpustimo krivdo ali ne, ali obstaja višje bitje, ki krivdo odpusti ali ne. Prevladuje občutek neke usodnosti, občutek, da nad nami vladajo neke močne sile, kozmične sile, da je človek nemočno bitje, ampak v zvezi s tem se pojavljajo tudi ideali, recimo harmonija, skladnost, tudi beseda kozmos, kozmos pomeni urejeni svet, da kozmos postane nek model za človekovo iskanje neke skladnosti z svetom, kakšnega od zunaj vidimo, od znotraj ga najbolj težko vidimo, med človekom kot člena družbe, kot družbenega pojava in človeka kot posameznika. Kako najti to skladnost? Meni se zdelo zanimivo, ko sem naletel na eno informacijo, da je Kopernik izjavil nekako takole, kako se mu zdi čudovito, da obstaja nek kozmični red. Točno tako, kot so že v daljni antiki dojemali ideal človeške lastne urejenosti v okviru kozma. Kozmos je čudovito urejen, zakaj ne bi bil še človek urejen, ampak kako naj bo človek urejen v primerjavi s kozmosom. No in on pravi, kozmos je čudovito urejen in kako si želim, da bi tudi človek doživljal neko podobno harmonijo. In potem Goethe odgovarja na to dilemo, jaz pa bi odgovoril, da samo dejstvo, da si to vprašanje postavlja, kako naj doseže svoj osebni red, skladnost ali harmonijo, pomeni, da to harmonijo že ima. Tako kot recimo Pascal pravi, dejstvo, da Boga iščemo, pomeni, da ga že imamo, da smo ga že našli. Ampak ne dovolj, še vedno si postavljam vprašanje, kakšen je ta Bog? In to vprašanje je večno, odkar je človek nastal, je to temeljno vprašanje, bolj temeljno, kakor morda mislimo. Ampak kljub temu, v teh najstarejših pisnih dokumentih nasledimo nek čuden občutek, da je človek ujet v primež neke usodnosti. Usoda je tisto, kar določa v daljni antiki človeško družbo in človeka kot posameznika. Usoda, tudi danes radi uporabljamo to besedo.
usoda je tista, ki je to določila. Spravi, glede tega ni nobene razlike med daljno antiko in današnjim svetom. Vprašanje ali tudi občutek, da je morda usoda neka čudna sila, ki je močnejša, daleč močnejša od nas, določa naše življenje drugače, kakor si mi želimo. Ne vem, če ima beseda usoda ravno pozitivni predznak. Če jo nadišimo bolj negativno kot pozitivno. Med drugim imamo vtis, da ta usodnost neke situacije pomeni, da mi nismo zares svobodni. In kar je pa še najhujše, da ta intenziven odnos z svetom pomeni problem determinacije, determinizma. Vse je nekje določeno. Ampak če celo v Svetem pismu najdemo primere, recimo v Psalmu 90, ali pa recimo v knjigi Modrostne narave, Pridigar, da je vse, za vsako stvar določeno, vse določeno, v 3. poglavju recimo določenost po času, je čas vojne in čas miru, recimo med drugim čas življenja, čas smrti in podobno, da je vse določeno. Kdo je zdaj tisti, ki to določa? A je to neka brez anonimna sila, ki ima oblast celo nad svetom? Ali je to nekaj podrejenega? Kaj je ta usoda? Kdo je to? Ali kaj je to? A je to nekaj čisto brezosebnega, ali je tudi kaj osebnega pri tem? To je vse eno vprašanje, na katerega ni pravega odgovora. In v celotnem tem antičnem obdobju lahko zaman iščemo to, kar je za nas kot osebna bitja najpomembnejše. Občutek lastnega dostojanstva, občutek, da smo vključeni v neko višjo duhovno sfero, ki določa naše dostojanstvo. Občutek, da ima vest zelo pomembno vlogo. Občutek krivde, občutek potrebnosti kesanja, občutek ali pa vprašanje, ali obstaja odpuščanje ali neodpuščanje. Obstajajo ljudje, ki danes trdijo, da za odpuščanje ni nobenih razlogov. Zasledil sem celo članek filozofske narave, kjer nekdo pred kakšnimi nekaj desetletji piše, da je sama ideja o odpuščanju v nasprotju s pravičnostjo. Da za nekoga, ki je naredil nekaj narobe, ni drugega pravičnega odgovora kot kazen. In v totalitarnih režimih to gre do konca, pomeni uničenje. Takega človeka je treba uničiti. Problem pa je v tem, da v primeru, ko človek odloča, kdo je tisti, ki dela narobe, pa ga je treba uničiti, je slabši, kako tisti, za katerega misli, da ga je treba uničiti. To se pravi, da kriminalci to delajo. In kdo zdaj lahko kriminalce ustavi? To so vse dileme, na katere so iskali vprašanja in so nekateri našli, drugih niso, pa tudi danes je tako. Potem vprašanje družbe, človek kot družbeno bitje. V tem okviru imamo
že mogočne civilizacije, Mezopotamije, Egiptu, da imamo grško filozofijo, ki je precej vplivna tudi v kasnejšem razvoju evropske kulture. V teh kulturah je zelo veliko občutka za neko družbeno skladnost, za družbene norme, razvijajo vprašanje, kako naj človek ravna v raznih situacijah, med drugim tudi v situaciji vojne. Recimo, sem dosledil, pri Platonu, celo tezo, da se ne spodobi za vojaka moškega, da bi jokal tudi v vojni, ne, če mora umreti. Da to ni v skladu z normami, ki veljajo za družbo, človeka v družbenih okviru. A ni tudi danes tako, da zelo veliko damo na etikete, na neke norme, in ko je govor o vrednotah, enkrat sem sam sodeloval v okrogli mizi v okviru časopisa Večer o vrednotah in sem videl, da so vsi razen mene izhajali iz predstave o vrednotah kot nečem abstraktnem. Pa sem vprašal, pa kaj je to za vas vrednota? Ja, to, da je danes tako mislimo na neko stvar, čez 10 let bodo drugačne vrednote in tako dalje. Kaj za to pomeni? Povejte mi, kaj je za vas vrednota? In nisem našel niti enega odgovora, takšnega, ki bi odgovoril na individualno vprašanje, katerega čisto navadni, nepismen človek ve, da ga bo iskal do konca življenja. Zakaj je sploh na svetu? Koliko je vreden? Kaj je tisto, kar določa našo eksistenco? Kakšne so torej družbene vrednote? No, in v ta brezosebni svet, v katerem ima glavno besedo usoda, vrednote kot nekaj abstraktnega, se zgodi, da imamo neke čudne oblike politeizmov. Da se pa vprašaš, odkot se je vzel politeizem. A je to naravno, da praktično vse antične civilizacije, razen Izraela, razen Hebrejcem, manifestirajo razne oblike politeizma. Da imamo na stotine bogov. Dobro, a ne mislim, bodo rekli, da je Bog navzoč čisto povsod, da sploh niti ne štejemo, koliko bogov je. Za vsako področje je poseben bog. Ampak zdaj, če bi bili vsi ti bogovi samo pozitivni, bi se drugače počutili, kakor se počutimo, ko ugotavljamo, da se ti bogovi med sabo koljejo, da so stalno v konkurenci, da so nekateri bogovi zelo negativni in da prevladuje v teh antičnih civilizacijah prepričanje, da ni samo usoda problem, ampak človeška krivda, in da za človeško krivdo ni rešitve. Pri tem je pa najbolj neverjetno to, kar recimo sledimo med drugim v drami Oedip, da se ne razlikuje med osebno krivdo in tako imenovano objektivno krivdo. Recimo, o čem je poanta v tej drami Oedip? Ko se ugotovi, da je glavni junak zagrešil takšno grozno povezavo, da je ubil svojega očeta in se poročil s svojo matero,
so prepričani, da ni nobene rešitve za njega, da mora iti v izgnanstvo in tam klavrno propasti. Za človeka, ki je usodno padel v neko zmoto in sploh se ne vpraša, ali je osebno kriv ali ni kriv, pač mora propasti. Ali pa narava sama poskrbi, da propade. No in zanimivo se mi je zdelo enkrat, ko sem spremljal naše teologe po Sveti deželi na študijskem potovanju, smo bili na Sinaju, skozi Sinaj smo se vozili, pa so nekateri spraševali te Arabce, kakšna je zakonodaja glede prometnih predpisov. Pa so rekli, da v primeru, da nekdo zagreši prometni prekršek, je kaznovan, ne glede na to, se nič ne vpraša, ali je kriv ali ni kriv. Samo dejstvo, da je naredil neko škodo, pomeni, da je kaznovan. Da se sploh ne postavi vprašanje, ali je kriv ali ni kriv. To se pravi, tako daleč lahko gre ta čudno sklepanje, kaj pomeni krivda. To se pravi, da na nek način čutiš, da obstaja nek red, pa tudi, če ne priznavaš, da je nad tem redom Bog, prideš do sklepa, da smo vedno v prekršku. Recimo v začetku grške filozofije se pojavi celo trditev, da takoj, ko se je pojavil človek, se je začel prepir, zato ker je samo dejstvo, da je nekdo rojen, pomeni konkurenco do drugih, ne neko možnost, ampak konkurenco, zmanjšanje možnosti drugega. Zelo negativna interpretacija vloge človeka in njegovega dostojanstva. No in potem se pojavi revolucija vseh revolucij, ki je dejansko razlog neštetih revolucij tudi v sodobnem svetu. Tudi ti najbolj komunistične revolucije so dejansko se inspirirajo in to je svetopismo. Človek kot posamezno bitje, ki zahteva spoštovanje, ki zahteva svoje pravice, ki zahteva pravičnost, enakost in tako dalje. Vse to je samo v Svetem pismu zares utemeljeno. In sicer na 3 dimenzijah. Na kozmični, kolektivno, družbeni in osebni ravni. Samo da je osebna raven ne samo, da prevladuje, ampak je edino zares relevantna. To, da smo del kozmosa, da smo del celotnega človeštva, je pomembno. Ampak to je samo okvir, zunanji okvir našega bitja. To, kar se za nas pomembno dogaja, je tisto, kar se dogaja v naši duši. To je naša občutljiva zavest, za duhovnost, za iskanje Boga, za iskanje idealov, pravičnost, enakost, ljubezen in tako dalje. Vse to najdemo dejansko utemeljeno samo v Svetem pismu. In sicer zakaj? Zato, ker je svetopismo kot odgovor na politeizem o neki neodvisnosti bogov, ki pa nimajo vpliva na svet kot takšen, lahko delajo določeno škodo, pa določeno korist, kaj večjega ne, nimajo pa vpliva nad sam kozmos kot tak, niso stvarniki. Tudi nič, nobene tako imenovane eschatologije, končnih vrednot, recimo, da ne govorimo o večnem življenju, ne ponujajo ali ne obljubljajo. V tem svetu se pojavi v Svetem pismu prepričanje, da je
Bog samo eden, da druge možnosti sploh ni, da ne moremo razložiti obstoja sveta drugače, kakor da postuliramo, da obstaja en sam Bog. Ampak to bi vseeno bilo lahko samo neka filozofska ali pa ne vem kakšna sociološka teza, ki bi jo režimi lahko uporabili za diktaturo. Tako kot se tudi danes to dogaja v kakšnih islamski državi. Da rečejo, če recimo prekovneš Boga ali pa se zdi, da se nespodobno obnašaš, si ob glavo in ni nobene milosti. Da ne govorimo o tem, da se dotakneš Korana, recimo. Vse tako je ob glavo, tu sploh milosti ni. Da v Svetem pismu obstaja Bog, ki ni ustvaril sveta zato, da bi bil nek diktator, ampak da je oče, ki je ustvaril človeštvo kot otroke in ima do teh otrok očetovski odnos. In ta odnos je tako globok, da ga samo tisti, ki tudi v te sedanje zemeljske realnosti zares osebno, globinsko čutijo odnos med otrokom in starši ali pa med partnerji, kot z pojavom ljubezni, ki je najvišja vrednota in najvišje znamenje človeške dostojanstva, človeške sposobnosti, da je to tisto, kar prevlada nad usodnostjo krivde in vprašanje možnosti ali nemožnosti odpuščanja. Da Bog nad vse razloge za kazen, za človekovo zablodo, vedno ostane bitje, ki oznanja odpuščanje in spravo. Nikoli nima kazen zadnje besede. Vedno odpuščanje in sprava. To je tako univerzalno zasidrano v celotnem Svetem pismu, tako centralno prepričanje, da tega ne smatramo kot produkt neke teologije, posebne vrste, ki se je slučajno rodila v Izraelu, pri starih antičnih Hebrejcih, ampak kot Božje razodetje. Svetopismo je knjiga, ki temelji na prepričanju, da je to produkt Božjega razodetja. Torej ne samo človeškega uma, človeških potreb, ampak Božjega razodetja, ki je tako perfektno, popolno, da ustreza vsem človeškim potrebam na vseh teh treh dimenzijah. Recimo, da se lahko zgodi, da globoko veren kristjan, ki se napaja v Svetem pismu, tako kot se je zgodilo z nekom iz našega kroga, raziskovalca Svetega pisma, ki hodi na planine. Pa pravi, da gre vsako soboto, če ne še več, nekam na planine in da tam najbolj vsestransko doživlja stik z Bogom. Pa pravim, kako? Ja, ko vidiš vse to čudovito stvarstvo, te čudovite doline, gore in tako dalje, rastline, živali in tako dalje, da to čisto prevzame. Ampak morda se tista oseba ne zaveda, da vendarle ni to tisto, kar te napolni z občudovanjem. Občudovanje je začetek filozofije. Ampak da čutiš, kakor da preko
tega veličastnega sveta, tega fenomenov, govori Bog kot osebno bitje, ki te osebno nagovori, da s tem, ko doživljaš stik s kozmosom, recimo z naravo, prideš v skrit, tudi lahko mističen odnos do drugih ljudi, da se takoj spostavi bolj skladen odnos tudi do vsemi drugimi ljudmi. Želiš, da bi to vsi videli, da bi vsi častili Boga, ki je ustvaril to. To se pravi, prideš do sklepa, da mora biti onkraj tega čudovitega sveta nekaj čudovit stvarnik. In da je to osebno bitje, tega pa ne moreš potegniti iz samega kozmosa, mi to vemo iz razodetja, ampak ko se res predamo temu navdihu, če je svetopismo razodetje, potem nas navdihuje, če se mi odpremo temu navdihu, potem lahko verjamemo, da takrat Boga ne doživljamo zgolj kot nekega arhitekta, ampak tudi kot očeta. To se pravi, da je naše doživljanje tako bogato, lahko srečujoče samo zato in samo v primeru, ko se spojijo vse tri dimenzije. In to imamo mi v Svetem pismu, v najbolj čudovitih tekstih prerokov, psalmov, modrostne literature, kjer imamo čudovite formulacije o tem, kako se Božja slava razodeva po stvarstvu, po nevidnem se razodeva, po vidnem svetu se razodeva nevidni Bog in tako dalje. Celo svetopismo praktično govori o tem, kako celotno vidno stvarstvo, človeštvo kot skupna družina oznanjajo Božjo slavo. Tega v antiki nikjer, nobenem politeizmu nimamo, ne sluha, ne duha o tem. In moja teza je, da se to v antiki ni zgodilo zato, ker ne bi bili ljudje sposobni sebe in svojo vključenost v kozmos in človeštvo dojemati podobno, kot mi dojemamo, ampak zato, ker tega vladarji niso želeli. Vladarji so potrebovali sužnje in zato ni bilo možno prekoračiti tiste stopnje družbe, kjer so bili skoraj vsi sužnji, samo nekaj gospodarjev, dokler ni prevladalo svetopismo, pa še takrat je bilo zelo težko. Še v modernejši dobi imamo probleme s tem, ko hočejo ljudi zasužniti, čeprav nekateri trdijo, da verjamejo v Boga. Vera v Boga kot edinega stvarnika, ki določa srečo za celotno človeštvo, je edino jamstvo za to, da smo vsi enaki, da je vsako oblika zasužnjevanja ljudi v bistvu bogokletje. Največji možen greh, ki se lahko dogaja. In se to žal dogaja tudi danes. No, na tej točki bi zdaj zaključil to uvajanje v ta svet, da vi sami izberete tiste vidike, ki se vam zdijo v tem trenutku najbolj aktualni za vas, da poskusimo razviti en pogovor. Zdaj bi pa prosil, da to enega bralca, mislim, da je gospod sam rekel, da lahko pride, da prebere enega od najčudovitejših psalmov, ki ima številko 103, pa bomo videli, če se boste strinjali, da je nekaj posebnega. Bog je ljubezen. Davidov, slavi moja duša Gospoda, njegovo sveto ime vse moje bitje. Slavi moja duša Gospoda,
ne pozabi nobenega njegovega dejanja. On odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni, iz jame rešuje tvoje življenje. Krona te z dobroto in usmiljenjem. Tvoja leta nasičuje z dobrinami. Kakor orlo se obnavlja tvoja mladost. Gospod opravlja dela pravičnosti, vsem zatiranim deli pravice. Mojzesu je dal spoznati svoja pota, Izraelovim sinovom svoja dela. Usmiljen in milostljiv je Gospod, počasen v jezi in bogat za dobroto. Ne pravda se venomer, ne učita na veke, z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako silna je njegova dobrota nad tistimi, ki se ga bojijo. Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, odkriva od nas naše pregrehe. Kakor oče izkazuje usmiljenje otrokom, tako Gospod izkazuje usmiljenjem tistim, ki se ga bojijo. Kajti on dobro ve, kako smo narejeni. Spominja se, da smo prah. Človek, kakor trava so njegovi dnevi, kakor cvet na polju, tako se razcvete. Komaj ga veter prepiha, premine, njegov kraj ga ne bo več prepoznal. Gospodova dobrota pa je od vekomaj. Do vekomaj traja za tiste, ki se ga bojijo. Njegova pravičnost do otrok, njihovih otrok, do tistih, ki se držijo njegove zaveze in se spominjajo njegovih ukazov, da bi jih izpolnjevali. Gospod je postavil svoj prestol v nebesih, njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom. Slavite Gospoda, njegovi angeli, vi, silni junaki, ki izpolnjujete njegovo besedo. Vi, ki poslušate glas njegove besede. Slavite Gospoda, vse njegove vojske. Vi, njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo. Slavite Gospoda, vsa njegova dela, na vseh krajih njegovega gospodstva. Slavi moja duša Gospoda.